Visoke temperature končujejo smučarsko sezono. Povezovanje poklicnega izobraževanja z gospodarstvom in obrtjo. Posneli najmnožičnejši prizor za spot pesmi Happy. Dober večer želim. Končuje se smučarska sezona, zato najprej na Mariborsko Pohorje, kjer bodo v primeru tako visokih temperatur v nedeljo zaključili letošnjo smučarsko sezono. Ta je bila zaradi zelene zime, odpovedi rezervacij in žledoloma, kot kaže, najslabša v zadnjih 20 letih. Smučarjevim gostov je bilo pol manj kot lani, zato je zelo negotova tudi nadaljnja usoda športnega centra Pohorje. Peščica najbolj vnetih smučarjev smuko na Arehu začenja zgodaj zjutraj. Mami, mučali. Ti si tudi smučal? Ja. Začnejo ob 8, da se že da ob 8 zjutraj, potem pa do 11. Malo južno, do 10 pa gre še zaenkrat. Po moje bo ta vikend še, bo fertik z smučarijo. Na Pohorju je mogoče smučati le še na Arehu, saj se smučarska sezona končuje. Konec tedna bomo še obratovali, prihodnji teden je pa vse odvisno od padavin. Zdaj je napovedan dež, če bo se spustilo padavine tako, da bo snežilo, potem se še znamo delovati do 30. 31. Mogoče pa dalje, če bo še kaj več snega. Letošnja sezona je bila najslabša v zadnjih 25 letih. Na Pohorju je smučalo le okoli 100 000 smučarjev, kar pol manj kot lani. Z žledom nam je nastajala dodatna škoda, gostje so odhajali, rezervacije smo imeli pred sezono odlične, ampak žal seveda so potem sledile odpovedi. Usoda podjetja, ki je sicer nedavno končalo postopek prisilne poravnave, je tako spet negotova. Stežka bodo plačevali že tekoče obveznosti. Družba sama kot taka ni sposobna zagotoviti nadaljnjega poslovanja, seveda računamo na to, da bomo deležni neke pomoči strani občin in države. Brez zunanje pomoči najverjetneje ne bodo zmogli niti do prihodnje zime, zato pospešeno iščejo tudi strateškega partnerja. Brglez pravi, da so si Pohorje sicer že ogledali morebitni vlagatelji iz Saudske Arabije in Katarja, a do tesnejših stikov še ni prišlo. Nazaj v dolino in gospodarstvo. Župan Andrej Fištravec med svoje prednostne naloge uvršča pridobivanje tujih vlagateljev. S tem motivom je njegova ekipa že večkrat obiskala Kitajsko, nazadnje pred nekaj dnevi. Tokrat pa so se vrnili tudi s pismom o nameri za prodajo aerodroma Maribor, ki so ga podpisali z enim od kitajskih podjetij. A velikopotezni načrti očitno niso bili usklajeni z Damjanom Cihnerjem, dejanskim lastnikom družbe Aerodrom Maribor. Lastnik Aviofana, ki je lansko poletje kupil družbo Aerodrom iz Praventove stečajne mase za 700 000 evrov, sicer priznava, da se je županom pogovarjal o iskanju strateškega partnerja, a da se posli ne sklepajo zgolj na podlagi osnovnih informacij, ki so jih dali županovi ekipi. Ne moramo kar podpisati nekega dokumenta, vsak dokument je zavezujoč, potem sploh, če so gor neke zahteve, takšne, ki so tudi povezane s koncesijo. Ob tem, da ostaja veliko nerešenih vprašanj še z državo glede upravljavske pogodbe za letališče, je tu še 5 milijonov evrov bančnih dolgov, ki jih je prevzel Cehner skupaj z družbo Aerodrom. Smo pričakovali, da bi ta partner, kateri je, mi ga ne poznamo, prišel oziroma da bi tudi naredil bolj skrben pregled tega podjetja, ker tu note kar nekaj zadev, ki jih mi poznamo. Cehner še dodaja, da je doslej na njihova vrata potrkalo že veliko posrednikov, a se na koncu izkaže le želja po hitrem zaslužku. Kaj so Kitajcem obljubili oziroma pod kakšnimi pogoji bi ti kupili družbo Aerodrom Maribor, pa danes ni želel razkriti niti župan. Drug teden, Kitajska. Takrat pa bo moral župan pojasniti tudi spremembe pri načrtovanju še enega velikega posla. Gre za tovarno baterij, ki po novem naj ne bi več stala na območju Tama, kot je bilo sprva predvideno, ampak v halah nekdanje tovarne MTT v Melju. Izmikajo pa se očitno tudi kupci za obubožano tovarno zdravil Marifarm. Mariborski mestni svetniki bodo v ponedeljek v tretje obravnavali predlog letošnjega proračuna. Popravek predloga je vreden dobrih 118 milijonov evrov oziroma slaba 2 milijona več kot prejšnja različica. Tokrat je manj denarja namenjenega kulturi in mladini, več pa za šolstvo, šport, zaščito in reševanje ter komunalo in gospodarske dejavnosti. Po mnenju vodstva občine je letošnji proračun najbolj investicijsko naravnan v zadnjih 5 letih, predvideva pa tudi do 8 milijonsko zadolževanje. Da predloga ne bodo podprli, so že napovedali v SDS-u, SD-ju ter Listi za pravičnost in razvoj. Maribor potrebuje ta proračun
In res, zdaj smo usklajevali ta proračun z mestnimi svetniki, noben ne more reči, da je bil izključen, vsi so bili vključeni. Ne samo da upam, ampak sem, jaz bi rekel, prepričan, da bo sprejet, ker enostavno sedaj ni čas, do volitev je še dovolj časa in bo še dovolj priložnosti, da nekako se predvolilno obnašamo. Poglejmo še na Koroško. 37 milijonov evrov vreden projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Zgornji Dravski dolini vedno bolj zaudarja. V občini Muta soglasja med svetniki ni videti. Potem, ko je v javnost prišla vsebina poročila interne komisije o sumih nepravilnosti pri vodenju projekta, o njih še vedno niso razpravljali. Darko Sahornik je občinski svetnik na Muti. Hkrati je koordinator projekta vzpostavitve kanalizacije za 5 dravskih občin. Njegova družba Daro d.o.o. izvajalcu projekta za 4.000 evrov mesečno oddaja tudi skladiščne prostore. Ne čutim se, da je to moralno sporno. In tudi mislim, da ni. Nasprotno menijo svetniki, ki so v internem poročilu zapisali, da gre za konflikt interesov. To je potrdila tudi protikorupcijska komisija, a hkrati dodala, da njegovo ravnanje ni v nasprotju z zakonom. Mislim, da je v naši državi en tak nizek nivo kulture politične, da je že to vse skupaj grozljivo. Sahornik je že od samega začetka nekako trdno peti marsikomu. Seveda njegova stvar je zdaj, a se izloči iz tega, ali se ne izloči iz tega. Iz razprave o sumih na nepravilnosti pa so se izločili svetniki interne komisije. Obširna odzivna poročila iz občine jih niso prepričala, zadnjega sestanka se niso udeležili. Čistilna naprava pa je medtem že skoraj končana. Tudi rešitev za težave v zadrževalnih bazenih so menda našli. Naslednjem tednu zagotavlja izvajalec, da bo tudi s temi deli pričel. Brez podražitev? Kolikor je meni poznano, je brez podražitev. Najdražje bi zagotovo bilo, če bi Evropa zaradi razprtij in morebitnih dokazanih nepravilnosti zahtevala vrnitev kohezijskih sredstev. Spet v Maribor. Po končani obnovi in nakupu tehnološke opreme so v šolskem centru Maribor danes slavnostno odprli medpodjetniški izobraževalni center. Namenjen je povezovanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja z gospodarstvom in obrtjo v regionalnem, nacionalnem in tudi mednarodnem prostoru. Za projekt so pridobili 1.800.000 evrov evropskih sredstev, dobrih 550 tisočakov pa je prispeval šolski center sam. Medpodjetniški izobraževalni center usposablja za poklice, ki so deficitarni. Na trgu delovne sile namreč primanjkuje orodjarjev, varilcev in tudi strojnih tehnikov. V sodobno opremljenih prostorih zdaj 570 dijakov in 140 študentov pridobiva konkurenčna praktična znanja. Ukvarjamo se z avtodiagnozo, avtomehatroniko, montiramo gume, raziskujemo razne težave v avtomobilizmu. Odločil sem se zato, ker me zanima ustvarjanje iz kovin, razno varjenje, reskanje, struženje. Odločil sem se za to, da lahko obdelujem se izobražujem za taki poklic, ko je iskan. Center med drugim ponuja sodobno opremljeno varilnico, delavnice namenjene avtomobilski dejavnosti in računalniško podprte tehnologije na področju strojništva in mehatronike. Na osnovi tega projekta so nastale te šolske delavnice, pa ne rekel samo šolske delavnice, ampak tudi center za pridobivanje znanj in veščin tako dijakov srednjih šol kot višješolskega programa strojništvo. Naslednje leto načrtujemo avtoservisni menedžment, pridobivanje znanj in kompetenc brezposelnih oseb. Lani so izobrazili 76 brezposelnih oseb. Skupaj z Mariborskim zavodom za zaposlovanje izobražujejo tudi cevarje. Prvih 12 je že dobilo zaposlitev. Sicer pa v Mariboru deluje še en medpodjetniški center v okviru izobraževalnega središča Piramida na področju prehrane. Po napovedih naj bi okrožno sodišče danes odločilo o prošnji nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja za alternativno prestajanje zaporne kazni. A se to ni zgodilo, saj bo sodišče o tem odločilo šele po prejemu mnenja pristojnega državnega tožilstva. Kangler, ki je bil zaradi zlorabe položaja pravnomočno obsojen na 7 mesecev zapora, je sodišče zaprosil za alternativno prestajanje kazni z družbeno koristnim delom, za hišni zapor ali zapor ob koncih tedna. Potem, ko je že kazalo, da se bo zloglasni ljubljanski heker Sebastijan Mihelčič s tožilstvom pogodil,
je danes na okrožnem sodišču v Mariboru sledil preobrat. Računalniški strokovnjak je svojemu odvetniku odvzel pooblastila. Sojenje se bo nadaljevalo 2. aprila. Za Mihelčiča, ki je vdiral računalnike in podjetnikom praznil bančne račune ter s tem zaslužil dober 1 milijon evrov, je tožilstvo predlagalo 22-letno zaporno kazen. Na bližini bolnišnice za pljučne bolezni na Hoškem Pohorju je nekaj pred 11. uro dopoldne zagorel avtomobil. 5 potnikov, med njimi tudi otroci, so se iz gorečega vozila k sreči rešili brez posledic. Ker se je ogenj z avtomobila razširil še na bližnji gozd, so hoškim gasilcem na pomoč priskočili tudi mariborski poklicni gasilci. Zaradi nezgode pa je bila cesta do Areha kako uro zaprta za promet. Kaj pa se je dogajalo zunaj Štajerske in Koroške po celotni Sloveniji, izveste v Slovenskih novicah. V ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru so pripravili tiskovno konferenco, na kateri so sporočili, da bodo v ponedeljek po podjemni pogodbi zaposlili 2 nova zdravnika. S tem naj bi začasno rešili težavo predolgih čakalnih dob. Kot je znano, je ljubljanska urgenca zaradi pomanjkanja zdravnikov že mesec dni prepolna. Tamkajšnji zaposleni pa so opozorili na to, da so zaradi tega ogrožena tudi življenja pacientov. Ljubljanska borza je danes zaustavila trgovanje z obveznicami banke Celje, ki je po mnenju Banke Slovenije primerna za državno dokapitalizacijo, če do 25. aprila ne bo našla zasebnih vlagateljev. V tem primeru bodo razlaščeni njeni obstoječi delničarji, kar je znova ujezilo Stanovsko združenje malih delničarjev. Dijaška organizacija Slovenije je na slovesnosti v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport razglasila najdijaka in najdijakinjo. To sta postala Jernej Štremfelj, dijak idrijske gimnazije Jurija Vege, in Urška Pliberšek, dijakinja Mariborske srednje šole za gostinstvo in turizem. Minister Pikalo je ob tej priložnosti povedal, da v zadnjem času obiskuje posamezne srednje šole, ker je vedno bolj navdušen nad tem, kaj dijaki znajo in počnejo. Danes je svetovni dan poezije. Z njim želi UNESCO podpreti jezikovno pestrost in raznolikost poetičnega izraza. Kot je v letošnji poslanici zapisala generalna direktorica UNESCO Irina Bokova, je poezija globok izraz človekove misli in univerzalna umetnost, pa tudi orodje za spodbujanje dialoga med kulturami. Pred zgradbo rektorata Univerze v Mariboru je pod naslovom Poezija povezuje potekalo javno branje pesmi. Praznujejo pa tudi lutkarji. Današnji svetovni dan lutkovnega gledališča in lutk bodo slovenski lutkarji med drugim počastili z razstavo 100 let slovenske lutkovne umetnosti. Svoja vrata so odprla številna lutkovna gledališča po vsej Sloveniji, nekatera pa bodo ponudila tudi brezplačne vstopnice za lutkovne predstave. V Rušah pa potekajo 4. Glazerjevi dnevi. Prireditve so poklon nekdanjemu sokrajanu, literatu Janku Glazerju, ki se je rodil prav na današnji dan, in pa tudi sodobnim ruškim ustvarjalcem, ki z literaturo, glasbo in gledališčem širijo glas o Rušah. Glazerjevi dnevi so se začeli včeraj z odprtim mikrofonom in koncertom angažiranih pesmi Janja Kovačiča in Ane Pupedan. V Ruše pa z različnimi dogodki vabijo vse do 27. marca. Nadaljujemo s poezijo. Premalokrat damo prostor čisti poeziji. Tokrat bo tako Erika Vovk, Glazerjeva nagrajenka, tudi Dragan Potočnik, tudi dobitnik Glazerjevega priznanja Darka Tancer-Kajnih, ki bo brala Glazerjevo poezijo, pa Ana Kramer, ki bo na violončelu prepletala to poezijo, bodo v živo brali in torej muzicirali. V nadaljevanju pa v kulturnem udejstvovanju športnikov. Prav ste slišali, ljubitelji kulture so namreč tudi med športniki. Ker pa je v slogi moč, sta tokrat ob 60-letnici Akademskega planinskega društva Kozjak moči združili kulturna in športna redakcija naše televizije. Kako, boste videli v naslednjih 2 prispevkih, najprej pa v pritličju Mariborske univerzitetne knjižnice, kjer se svojimi fotografijami predstavljajo alpinisti fotografi. Razstava ponudi vpogled ne samo v sekcije društva, ampak se dotakne tudi zgodovine, že malo pozabljenih delovnih akcij in brigad in seveda alpinističnih odprav. Najprej bil alpinizem, potem v sestopih planinarjenje, ob vseh teh čudovitih stvareh v naravi pa se vzbudi tudi želja po fotografiji. Pred 30-33 leti, ko sem jaz začel, je to bilo v povojih oziroma na enem drugem nivoju, danes pa skozi ogled te razstave vidite, koliko estetske stvari se danes slikajo.
V bistvu sem se jaz ukvarjal s fotografijo tam že v tistih dijaških letih. Takrat smo pač sami razvijali fotografije in te stvari. Obenem sem pa začel spoznavati alpinizem skozi knjige, kjer so bile tudi seveda fotografije zanimive. In potem sem tudi imel prijatelja, ki je pač plezal in smo to skupaj počeli eno in drugo. In na koncu je pač prišlo tega, da so se pač te stvari združile. Alpinistom se od višine zagotovo ne zvrti, razen morda od sreče, da so dosegli zastavljen cilj. Neštetokrat osupnejo nad lepotami narave in vršacev. Ravno ta prepadnost oziroma nič pod nami in takrat se tudi mi počutimo kot nič. Ko te spremlja na vsaki turi fotoaparat ali pa celo dva, poleg tega še mogoče kakšna kamera, pa se tega materiala nabere res dosti in težko povedati, mislim tega ogromno, tu zdaj že gre, precej verjetno proti milijon. Narava in ljudje. Vse to ulovijo v svoje objektive. Ali kot se lepo izrazi eden od obeh sogovornikov. Z dobrimi prijatelji v dobre pogoje, v varne gore in to je to. S tem pa smo že prispeli do športnega dela našega dnevnika in vrhunskega plezanja. Sodelavec iz športnega uredništva Drago Soršak tako podrobneje, po športni plati seveda, predstavlja Akademsko planinsko društvo Kozjak. Športni rekviziti in zapisi o društveni zgodovini so namreč na ogled v zgornjem razstavišču Univerzitetne knjižnice. Akademsko planinsko društvo Kozjak je sestavljeno iz 5 sekcij. Najbolj poznan je alpinistični odsek, saj so njegovi člani skozi 60 letih dolgo obdobje opravili kar nekaj izjemno zahtevnih in medijsko zelo odmevnih vzponov. Na razstavi v Mariborski univerzitetni knjižnici so najbolj izstopajočim članom tega odseka namenili del razstavnega prostora. Še vedno smo aktivni, jaz že 21 let se ukvarjam z alpinizmom in mislim, da je to moje doživljenjsko neko udejstvovanje, ki zagotovo me drži po koncu za vse dolinske, da ne rečem tegobe, da mi pač tisto energijo, ki jo potrebujem za vsakdanje preživljanje časa. Alpinistični odsek je nekakšen vlečni konj društvenega življenja. Je tudi temelj, iz katerega se razvija športno plezanje, ki je v zadnjem desetletju zelo cenjena panoga. Zato so smeri, ki jih oziroma so jih premagali Rauter, Lukić, Grmovškova in ostali vidnejši Kozjakovi alpinisti navdih mladim, ki sodelujejo v športnem in mladinskem odseku. Oni so še posebej velik magnet za mlade, ki potem v njih vidijo vzornike in se podajajo najprej na podobne odprave in podvige, kot so jih izvajali oni, ko so bili mlajši, pa tudi dobivajo nove ideje in se spopadajo z novimi izzivi. Trenutne razmere so krive, da v Kozjaku ne načrtujejo tako številnih odprav v razna svetovna gorovja, kot so jih v preteklosti. Zato so toliko bolj dejavni posamezniki, ki jih lahko srečate po vsem svetu. Še hiter skok v Planico, kjer od četrtka poteka svetovni pokal v smučarskih skokih. V finalni seriji predzadnje tekme bo nastopilo kar 7 Slovencev. Najuspešnejši od deseterice naših tekmovalcev je bil Peter Prevc na 3. mestu. Zmagovalec prve tekme smučarjev skakalcev za svetovni pokal v Planici je Nemec Severin Freund. Poglejmo še prek meja Slovenije v svet. Voditelji Evropske unije so s predsednikom ukrajinske vlade Arsenijem Jacenjukom podpisali politični del sporazuma o krepitvi vezi. Namen sporazuma je spodbuditi Ukrajino k reformam in jo podpreti v teh težkih časih. Sledijo mednarodne novice. Zgornji dom ruskega parlamenta, Svet federacije, je soglasno glasoval za ratifikacijo sporazuma o priključitvi Krima in Sevastopola Rusiji. Akt o pripojitvi obeh entitet Rusije ruski predsednik Vladimir Putin podpisal v torek, spodnji dom parlamenta, Duma, pa ga je ratificiral v četrtek. V Dumi je proti ratifikaciji glasoval en poslanec. Voditelji Evropske unije so s predsednikom ukrajinske vlade podpisali politični del sporazuma o krepitvi vezi. Namen sporazuma je spodbuditi Ukrajino k reformam in jo podpreti v teh težkih časih. Prvi sestanek v okviru političnega dialoga v sklopu tega sporazuma je predviden aprila. Voditelji so v sklepih izrazili tudi zavezanost k podpisu gospodarskega dela sporazuma, a brez časovnega okvira.
V Turčiji je v četrtek zvečer ugasnilo družbeno spletno omrežje Twitter. Le nekaj ur predtem je turški premier zagrozil, da bo Twitter, kjer se tako kot druge na spletu in v medijih širijo očitki o korupciji, njega in njegovih sodelavcev izbrisal. Na Twitterju so sicer sporočili, da lahko Turki zaobidejo blokado tako, da tvitajo preko aplikacije na mobilnih telefonih. V Parizu je vrata odprl 34. pariški salon knjige. Na salonu, ki bo potekal do 24. marca, bo poudarek na 5 temah. Poleg Argentine kot države v gosteh in Šanghaja kot mesta v gosteh so to še novi prostori znanja, ženska literatura in knjiga, ki mi je spremenila življenje. Že v včerajšnjem dnevniku smo s kratkim utrinkom pokazali velikansko navdušenje nad pesmijo Happy v izvedbi glasbenika Pharrella Williamsa. Pesem obnorila svet in tudi Slovenijo. O konceptu Happy manije, ki ni zaobšla niti našega mesta, pa Matej Korošec. Na Trgu Leona Štuklja je namreč včeraj prisostvoval najbolj množičnemu plesnemu dogodku. Morda je zaplesal tudi sam. S snemanjem spota Happy Maribor, srečen Maribor, ki so se začela v torek, so se na značilnih točkah mesta pridružili športniki, starostniki, otroci, plesalci in znane osebnosti. Okoli 1000 Mariborčanov pa je zaplesalo na najmnožičnejšem prizorišču Trgu Leona Štuklja. Mislim, da smo še bolj happy od drugih, pa da bomo to tudi dokazali. Je ples veselje? Ja! Če nas kaj naredi srečne, sploh v tem času, to še toliko bolj za izkoristiti. Sicer pa je najbolj važno sodelovati. Jaz sem pa srečna zato, ker sem z zelo dobrimi prijateljicami. Ideja za snemanje spota za skladbo Happy, srečen, ki jo lahko slišimo tudi v risanem filmu Jaz Baramba 2, se je pobudnikom porodila minuli petek po ogledu posnetkov iz številnih drugih mest. Nadgradili pa so jo v svojo vrstno promocijo Maribora. Da se ljudje združujejo, da pridejo na isto mesto, da so ful dobre volje, mogoče se ne poznajo, mogoče se že dolgo niso videli, pa se bodo zdaj po dolgem času. Jaz mislim, da je to tisto pravo, zaradi tega, ker vsak od nas lahko doprinese kamenček mozaik prepoznavnosti. Po snemanju čaka ustvarjalce še montaža videospota. Na svetovnem spletu pa si ga bomo lahko ogledali že v naslednjih tednih. Sicer pa so se na zadnje podobnega množičnega projekta na takrat priljubljeno pesem Gangnam Style korejskega glasbenika Saja na štajerskem koncu lotili predlansko jesen v Kungoti. No, kolega Korošca, žal nismo videli plesati, mi pa ob koncu pogledajmo, kakšno vreme se nam obeta čez vikend. Jutri bo v vzhodni Sloveniji še sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6. Na Primorskem in vzhodni Sloveniji okoli 10, najvišje dnevne od 12 do 17, na vzhodu do 20 stopinj Celzija. V nedeljo se bo dež na zahodu ukrepil in se postopno razširil na vso Slovenijo. V ponedeljek bo nekoliko hladneje. To je bil dnevnik televizije Maribor 21. marca. Ob 20. tokrat z večernimi novicami izjemoma ne bomo z vami. Lahko pa na našem programu ob tem času spremljate dobrodelni koncert Down Up za pomoč ljudem z Downovim sindromom. Koncert bo v koprski dvorani Bonifika ob današnjem svetovnem dnevu Downovega sindroma. Ker pa je danes svetovni dan poezije, končajmo z verzi 84-letne pesnice Neže Maurer, ki je pri založbi Sanje izdala pesniško zbirko Ljubezenski triptih. Toliko stvarem se je treba odreči, toliko dragih zapustiti, da lahko prisloniš lice klicu, lepote in čutiš, kako si eno z njo. Naj bo petkov večer kar se da lep in nasvidenje.